Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, spoštovani na redni novinarski konferenci Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, kjer bo državni sekretar Boštjan Šefic predstavil ključne naloge v prihodnjih mesecih. Hvala lepa. Dober dan vsem. Namen današnje redne tiskovne konference, ki je bila sicer danes sklicana z nekoliko zamika, predvsem zaradi tega, ker so bili vmes prazniki in tudi številni dogodki, ki so nas izjemno obremenili v tem obdobju. Torej, namen je, da vas nakratko seznanim z dogajanjem v zadnjem obdobju, z nekaterimi aktivnostmi in seveda, da tudi pojasnim, morda dodatno pojasnim in odgovorim na nekatera vprašanja, ki se pojavljajo tudi pri vas oziroma v javnosti. Pomemben dogodek je bil vsekakor sprejem na Vladi Republike Slovenije zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tako imenovanega interventnega zakona. Zakon je že v državnem zboru in pričakujemo v tem mesecu njegovo obravnavo. Zakon se dotika večjih vprašanj, vendar mi dovolite, da danes izpostavim samo nekatera, tista, za katera menim, da so najbolj pomembna z vidika posamezne državljanke in državljane, ki so bili v tej naravni nesreči najbolj prizadeti. Osrednji ukrep, ki ga je v tem zakonu predvidela vlada, je predplačilo za obnove stanovanj. Torej, gre za tista stanovanja, v katerih so bili prebivalci 31.7. letošnjega leta stalno prijavljeni. Predplačila so namenjena seveda lastnikom stanovanj oziroma v primeru, da gre za več lastnikov v sorazmernih deležih. Predplačilo bo v višini 20% ocenjene škode zavedene v sistemu AJDA. Seveda drug predpogoj pa je, da ta škoda ni bila večja od 6.000 evrov. Iz teh izplačil bodo izločeni tisti, kjer je predvidena nadomestna gradnja ali nadomestitvena gradnja, zaradi česar državna tehnična pisarna ta trenutek že intenzivno opredeljuje te objekte, tako da bo v sredini tega meseca narejen seznam objektov namenjenih za nadomestno ali nadomestitveno gradnjo. Vsi lastniki teh stanovanjskih objektov bodo ta predplačila dobili avtomatično preko Finančne uprave Republike Slovenije, ki bo izvedla tudi ta izplačila. Objavljen bo tudi seznam vseh, ki so dobili ta predplačila, višino škode, ki je bila ocenjena, ter znesek predplačila. Ta seznam ima tudi namen, da vsak lastnik lahko se bo seznanil prvič z samo škodo, ki je bila ocenjena na njegovem objektu na eni strani, seveda bo lahko tudi opozoril na morebitne napake, po drugi strani pa seveda bo lahko tudi vsak lastnik tega objekta se odločil, ali ali je to predplačilo upravičeno, oziroma se bo lahko tudi odločil, da predplačilo vrne, če bo tako želel. S tem ukrepom želi vlada pospešiti sanacijo poškodovanih objektov, torej podpreti posamezne lastnike, da čim prej sanirajo objekte in se lahko seveda vrnejo v njih, ter seveda normalno zaživijo tako, kot je bilo to pred to naravno nesrečo. Morda velja omeniti še to, da seveda končna ocena škode in višina pomoči, ki jo bo namenila država, bo ocenjena na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in seveda država bo na podlagi
te končne odločbe, ki bo izdana v skladu s tem postopkom, tudi izvedla poračun tega predplačila, bodisi v največjem številu primerov bo to odobrena dodatna sredstva, v posameznih primerih pa bi se lahko zgodilo, da se tudi del sredstev potrebno povrniti, vendar je ukrep zastavljen tako, da bi bilo teh primerov kar se da malo. Druga pomembna zadeva, ki je v tem zakonu, to se tiče kriznih namestitev za starejše od 65 let in vse tiste, ki potrebujejo posebno skrb, gre za tako imenovane ranljive skupine, bolne, prizadete in tako naprej. Tu je bila zdaj možnost po zakonu krizna namestitev za 21 dni z možnostjo podaljšanja še za 21 dni. Interventni zakon dopušča dodatno podaljšanje tega obdobja in pa seveda, vkolikor po tej krizni nastanitvi posamezne osebe, ki so nameščena na tej osnovi, se ne bodo mogle vrniti v svoje domove, v svoje domače okolje, se jim bo omogočila prednostna obravnava in namestitev v institucionalnem varstvu, kar se nam zdi izjemno pomembno, saj gre, kot rečeno, za naše starejše sodržavljanke in sodržavljane. Prav tako vlada namenja nekaj dodatnih sredstev vsem tistim, ki so nastanjeni v različnih objektih, pri sorodnikih, prijateljih, morda v mobilnih hišah ali drugih začasnih nastanitvah. Ta ukrep bo pomagal pri pokrivanju nastalih stroškov, od elektrike, vode in vsega ostalega, ogrevanja, to bo zdaj še posebej aktualno. Ukrep seveda velja za tiste, ki imajo uničene ali huje poškodovane objekte, kjer bivanje ni mogoče ali pa je potrebna dolgotrajna sanacija teh objektov. Nadomestilo bo veljalo za čas bivanja oziroma največ za 1 leto z možnostjo podaljšanja še za 1 leto. O teh stroških oziroma dodelitvi teh stroškov bo odločala občina, in sicer tista občina, kjer ima prosilec stalno prebivališče. Opredeljene so 3 višine nadomestila, odvisno od družinskih članov, 150, 200 in 250 evrov. Seveda bo te stroške na podlagi poročila posamezne občine potem pokrila država iz državnega proračuna. In naslednji zelo pomemben ukrep, ki je predviden v zakonu o spremembah in dopolnitvah tega interventnega zakona, pa so seveda nadomestitvene gradnje. Gre za gradnje v tistih primerih, ko je ocenjena visoka poplavna ogroženost, erozija ali grožnja zemeljskih plazov, ki ogrožajo posamezne zgradbe ali celo naselja. Seveda bi bivanje v takšnih objektih pomenilo veliko neposredno nevarnost za bivanje ljudi, torej za njihovo osebno varnost in varnost njihovega premoženja. Želim poudariti, da gre za predlog zakona, tako da ne izključujem tudi, da bodo v parlamentarni obravnavi vnesene še posamezne morebitne spremembe ali dopolnitve, pa vendarle mi dovolite ob tako pomembnem vprašanju izpostaviti nekaj ključnih elementov, ki se tičejo teh nadomestitvenih gradenj. Glede postopka moram posebej poudariti, da je vlada predvidela zelo natančen postopek, kako priti do odločitve, ali je posamezni objekt ali območje, poseljeno območje primerno za nadomestitveno gradnjo. V prvem koraku, kot sem omenil, bo identifikacija teh
območij oziroma objektov, na to pa bo državno-tehnična pisarna, ki daleč najbolj podrobno pozna razmere na posameznih območjih, stanje posameznih objektov, bo pripravila strokovno mnenje. To strokovno mnenje bo natančno opredelilo objekte, ki jim zaradi razlogov, ki sem jih že prej navedel, torej visoka stopnja ogrožanja z vidika možnosti poplav, plazov, erozije zemeljske in tako naprej. Tudi upoštevano bo dejstvo, da so nekateri objekti bili že večkrat v zadnjih letih poplavljeni ali poškodovani in seveda na podlagi vseh teh elementov bo državna tehnična pisarna pripravila strokovno mnenje. Iz strokovnega mnenja bodo morali biti razvidni zelo jasno razlogi in predstavljena dejstva, ki izkazujejo to visoko stopnjo nevarnosti, tveganj oziroma nevarnosti. Razlogi bodo morali biti utemeljeni in tudi obrazloženi. Vladna služba bo na podlagi tega mnenja pripravila predlog in pri tem tudi lahko dodatno sodelovala z posameznimi strokovnjaki, če bo ocenila, da je to potrebno zaradi kakovostne priprave predloga. Predlog sklepa bo moral biti najmanj 15 dni objavljen v javnosti, tako da bojo vsi zainteresirani, zlasti tisti, ki se jih bo ta sklep o torej nadomestitveni gradnji oziroma sklep, ki se bo nanašal na posamezne objekte, ki jih bo treba, iz katerih bo treba ljudi preseliti, seveda imeli možnost podajanja svojih predlogov, mnenj, stališč, tudi ne nazadnje drugačnih predlogov ali ugovorov. Na podlagi te razgrnitve je pristojna služba dolžna sleherno pripombo ali stališče preučiti, na njega tudi posamično odgovoriti in zavzeti stališče v zvezi s tem. Na podlagi tega bo služba pripravila sklep, v katerem bodo, vkolikor bo ocenila, da so posamezni predlogi ki bodo podani v javni razpravi, utemeljeni, tudi vključila v sklep. In ta sklep bo pred obravnavo na seji vlade, obravnavan tudi na svetu za obnovo, ki ga vodi gospod Pipenbacher in ki sicer svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove in razvijanje odpornosti na te naravne nesreče. Šele v primeru soglasja oziroma potrditve tega sklepa bo sklep dan v odločanje in potrditev vladi Republike Slovenije. Skratka, s tem kratkim pregledom sem želel posebej izpostaviti, da bo postopek zelo natančen, temeljil bo na stroki, na mnenju strokovnjakov in šele na koncu bo seveda odločila vlada in eventualno potrdila takšen predlog vladne službe. Potem seveda bodo ti sklepi vročeni vsem prizadetim in lastniki bodo imeli več, v skladu s tem zakonom, več možnosti, kako se bodo odločili naprej. Prva seveda ponudba je, da ta objekt, iz katerega se bodo morali preseliti, seveda dobijo drugo ustrezno nepremičnino, ki jo bo država zgradila na drugem varnem območju.